Kam po štipendijo? Ali še lahko redno študiram? Kako naj opravljam izpite, kot sta 2 tuja jezika, če sem gluh? Kaj naj študiram? Na vsa ta in številna druga vprašanja odgovarja Informativa. To je največja prireditev v Sloveniji, ki je namenjena učencem, dijakom, študentom in tudi odraslim. Na enem mestu ponuja informacije o izobraževanju in poklicih. Valerija je gluha in uspešno zaključuje poklicno izobraževanje. Največ težav ji povzročata 2 tuja jezika. Odgovore in pomoč je poiskala na stojnici Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Učujem srednjo poklicno šolo za katalonski tehnik, pa bi morala imeti tudi izpite za nemščino pa angleščino. Jaz prej, ko sem obiskovala poklicno šolo, tega nisem imela, a res moram narediti izpit za ta predmet. Ja, žal je zahteva programa tak, zbrali ste izobraževalni program, ki ima 2 tuja jezika, ker to zahteva potem poklicno udejstvovanje na področju gastronomije in turizma in tam se večjezičnost pričakuje. Seveda boste lahko kot referenco kasneje navajali tudi znanje slovenskega znakovnega jezika in marsikdo bo nad tem navdušen. Je pa za opraviti poklicno maturo treba opraviti vse obveznosti po izobraževalnem programu in to sta tudi 2 tuja jezika, in angleščina in nemščina. Ministrstvo se s problematiko gluhih in naglušnih posebej ukvarja. Spomladi se je zaključil en projekt, ki se je posebej ukvarjal z umestitvijo slovenskega znakovnega jezika v izobraževalni sistem, od vrtca do vključno izobraževanja odraslih. Tu bojo neke novosti, ampak zdaj je začrtana ena osnovna smer. Skratka, ogromno deležnikov je sodelovalo, imeli smo tudi tolmače, imeli smo učitelje za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku in tako naprej. Je pa tu nekaj potrebno tudi še ozavestiti, artikulirati te stvari. Recimo to, da je slovenski znakovni jezik svoj jezik in da za uporabnika slovenskega znakovnega jezika slovenščina pomeni pravzaprav tuji jezik. In tako da je treba nekako na novo vzpostaviti te relacije med jeziki, kar je še poseben zalogaj potem v odnosu do tujih jezikov. To je treba pač programsko pripraviti, to zahteva svoje strokovne podlage, svojo proceduro. Valerija je poiskala tudi informacije, kako po končanem trenutnem izobraževanju še lahko nadaljuje svojo izobraževalno pot. Mene zanima študij, pa me zanima, je treba plačati ali brezplačno. Vsi odrasli v Sloveniji imamo na voljo eno čudovito mrežo svetovalcev, ki je na voljo po vsej Sloveniji brezplačno. Lahko pridete na lahko.si, tam vas bomo povabili, da najdete svojega svetovalca in vam bo svetoval na vaši karierni in učni poti za naprej. Druga stvar pa je, vsak odrasel v Sloveniji ima možnost brezplačnega študija na univerzi, če jo še ni izkoristil v svojem rednem poteku študija. Se pravi, če še niste študirali, se lahko kot odrasel kadarkoli brezplačno vpišete na univerzo v Sloveniji. Valerija je bila zadovoljna z odgovori in načinom podajanja informacij, prilagojenim njeni gluhoti. Prejela je odgovore na številna vprašanja, ki ji bodo pomagali pri nadaljnjih odločitvah glede njene izobraževalne poti. Dogodek je združil kar 135 razstavljavcev, ki so mladim pomagali pri razmisleku o nadaljnjem izobraževanju in zaposlitveni poti. Ob dogajanju na stojnicah so potekala tudi številna predavanja ter študijske in karierne predstavitve.